Ljubljana bere korenčkovega palčka. To je zelenjavni vrt. Na njem rastejo same zanimive rastline. Tule lahko vidimo odličen primerek solanuma lycopersicuma. Nekateri mu pravijo kar paradajz. Tole pa so tipični primerki listov kukurbite pepo, po slovensko buče. Tamle vidimo zdrav primerek njenega plodu. Pa tule med listi še enega, vidite? O, ta rastlina je šele čudovita. Brassica oleracea, ali po slovensko zelje. Te liste pa zagotovo poznate. Po latinsko rastlini pravimo Petroselinum crispum. In končno Daucus carota, kozmorka, merlin, navadni koren ali pa preprosto korenček. Na tem vrtu ga je za celo gredo in zgodba o korenčkovem palčku se dogaja na prav takšni korenčkovi gredi. Na njej živita korenčkov palček in sapra miška. No, tako vsaj piše v knjigi. Kako pa vemo, da je to sploh res? A ste jo vi slučajno že kdaj srečali? Ste vi že kdaj srečali korenčkovega palčka? Ne še, ker jaz ignoriram korenje. Kdo pa je to? Kaj pa ti? Si ga že kdaj srečal? Ne. Zanima me, če ste že kdaj srečali korenčkovega palčka. Saj sem ga ustvarila. Seveda. Čakajte malo. A je to slučajno pisateljica Svetlana Makarovič? Tista pisateljica, ki si je izmislila zgodbo o korenčkovem palčku in še mnoge druge, naprimer Kosovirja na leteči žlici, Sovico oko, pekarno miš maš in sapra miško. Če je to res Svetlana Makarovič, ki je ustvarila korenčkovega palčka, bo zagotovo poznala tudi ščeperja, najbolj naščeperjeno in jeznorito bitje v zgodbi. Kdo pa je ščeper? Ščeper je pa tudi nekoliko Svetlana Makarovič. Kaj pa to sploh pomeni? Poskusimo še enkrat. Drugače moram zastaviti vprašanje. Zanima me, kakšni so ščeperji? Ščeperji so samotarji. Nimajo radi preveč družbe, ne marajo hrupa, razen kadar ga sami delajo, ne? Kadar se naščeperijo proti komu, ki je vsiljiv, ki ga ne pusti pri miru, tako kot recimo kakšna novinarka, ne? Takrat se naščeperi. Se opravičujem, da vas motim in hvala za pojasnilo. Zdaj pa bolje razumem, zakaj se je ščeper tako razburil, ko je pred svojo temno votlino zagledal korenčkovega palčka. Ni prostora, si slišal? Ni čudno, da se je korenčkov palček raje umaknil in ga pustil pri miru. Ampak ne moremo začeti zgodbe kar na sredi, pred ščeperjevo skalnato votlino. Naša zgodba se vendar začne na vrtu. Na korenčkovi gredi sta srečno živela najboljša prijatelja, korenčkov palček in sapra miška. Potem pa sta se nekega dne strahotno sprla. Kar pojdi, potem te pa tudi jaz ne maram. Bom šel, ja, da veš. In ne bom nikoli več nazaj prišel. Da veš, nikoli! In korenčkov palček je bil tako jezen in tako užaljen, da je kar odkorakal čez travnik in v gozd. Na poti se je pošteno izgubil in srečal cel kup bolj ali manj prijaznih in bolj ali manj gostoljubnih gozdnih bitij. Kačo belouško, kukavca, pa črnomiško in palčka praprotnika, ki sta ga povabila na gostijo. Sladkali so se z dobrotami in prepevali na vse grlo in... zdaj sem pa jaz čisto zašla. Vse to boste že sami prebrali v knjigi. Jaz vam moram pa nujno predstaviti še nekoga. To je ilustratorka Maja Kastelic. Pokazala vam bo svoj atelje, v katerem so nastale ilustracije, ki jih vidite v slikanici korenčkov palček. To je moj majhen atelje.
To je moja knjižna polica in skrita zaloga bombonov. In to je moja miza. To je risalna deska, moji čopiči, lonček z vodo, barve in še moje skrivno orodje, da si med risanjem malo popravi frizuro. Ne, se zahecam. To imam zato, da poslušam ilustracijo. Ampak nas zanima, kako takšne ilustracije sploh nastanejo. A pogledamo, kako se Maja loti dela? Ne, zdaj pa malo prehitevamo. Barvanje z akrilnimi barvami pride čisto na koncu. Vrniti se moramo na začetek. V trenutek, ko ilustratorka prvič dobi v roke besedilo. Gremo nazaj. In zdaj. Najprej besedilo zelo natančno preberem. Potem označim pomembne prizore in si vmes kaj skiciram. Nato pripravim prelom. To pomeni, da razvrstim besedilo in določim, kje bodo ilustracije. Preden začnem, si naredim še načrt. Kaj moram narisati in kako. Potem pa končno narišem takšne male risbice, temu se reče lojtra. Iz njih nastane takšnale majhna maketa. Nato naredim barvne skice, da ugotovim, kako naj ilustracije sploh naslikam. Prizore povečam in jih natančneje izrišem. In še natančneje. In potem končno nastanejo ilustracije, kakršne vidite v knjigi. Maja, a te lahko še nekaj vprašam? A si že srečala korenčkovega palčka? Seveda sem ga srečala. Saj sem ga narisala, ne? Potem nam pa lahko poveš, kje ga najdemo. Moramo iti veliko, morate iti ven, na vrt ali pa v gozd. In potem je treba biti čisto tiho in se skloniti in se čisto pomašati. In potem pride. Pa tudi črnomiška, pa sapramiška. Samo treba biti previden in tiho. In pozoren. Звезды сребряные, придите ближе, ниже же, ниже на наш свет. Звезды блещите, к нам се спустите, им посребрите наш планет. Najlesketanie, звездно торкание,